Živijo, ul tukaj, Vilet, Slavnist, jaz ste Urezana Slavna, najbolj easy način. Kako ste kaj? A vam grejo počitnice dobro, upam, da ste kakšni na morju, pa tudi, če ste doma, uživite, a ne? Saj zato so počitnice. V glavnem, hotel sem samo povedati, da je polovico počitnic že skoraj mimo švigalna. Jaz imam občutek, da bi še pred enim tednom komaj končal šolo. Ampak danes smo pri 4. filmčku o zaimkih. Te so oziralni zaimki. In ne, ni mi kokos na glavo padel, ne, nisem bil nič na morju, ampak tudi nimam nobene govorne težave. Zdaj sem poudaril, ker boste videli zakaj. Ampak v glavnem, oziralni zaimki imajo zelo pomembno črko. In ta črka je R. V bistvu tako kot pri vseh ostalih zaimkih, a ne? Jih uporabimo, da nadomestimo neko besedo. In isto, pač ja, oziralni zaimki nadomestijo neko besedo. Ampak uporabljamo jih pa, kadar opisujemo ali pa odgovarjamo na vprašanje. Pač opisujemo stvar, predmet, osebo, karkoli, ali pa odgovarjamo na vprašanje. In pri njih je pomembno, da se vedno končajo na R. Okej. Torej, tukaj je pevec, a ne? In za pevca bi lahko drugače tudi rekel, da je človek, pač brez človeka, ne? Ampak kdor poje, a ne? Kdor poje, kar smo opisali pevca, kdor poje. Zdaj pa, kdo je zamujal na nastop? Kdor poje. To smo pa še odgovorili na vprašanje. In kdor, gledajte kaj, konča se na R, a ni to fino? Ampak, ali pa tudi učitelj, ne? Kdor uči. Ja. Ali pa tudi, na primer, mami, kdor ukazuje. Je slišala, mami? Ali pa tudi, na primer, zdaj pa lahko bi rekel sanjač, kdor sanja, ne? Ali pa ustvarjalec, kdor ustvarja. Lahko pa se tudi vpraša, kdo ni ustvarjal, kdo ustvarjalec je zamujal, a ne? Ampak kdo je zamujal? Kdor ustvarja, a ne? Okej, lahko imamo pa tudi kjer. In ta kjer, bomo pa spet trgovina, a ne? Kjer kupujemo. Ali pa šola, kjer se učimo, a ne? Ali pa tudi dom, kjer živimo, pot, kjer tečemo in tako naprej. Vsi se končajo, kjer se konča na R, torej oziralni zaimek. Ker smo opisovali kraje v bistvu, a ne? Torej, lahko pa tudi vprašamo, kje tečem, kjer tečem. Ja, okej. Lahko bi bilo pa tudi, kamorkoli grem, vidim njegov obraz. Ali pa kogarkoli vidim, ga lepo pozdravim, ali pa česar se bojim, se izogibam. Ali pa tudi, na primer, kar vidim, ne vem, se ne smejem. V glavnem, vsi ti, kamor, kogar, česar, kar, so oziralni zaimki, a ne? Torej, oziralni zaimki jih v bistvu uporabimo, kadar opisujemo osebo, stvar, predmet, tako naprej, ali pa kadar odgovarjamo na vprašanje. In vedno se končajo na R. V glavnem, to je to. Upam, da je ta filmček všeč. Če vam je bil, ga mogoče všečkite in mogoče se naročite še na YouTube kanal Slavnezi. Mogoče si ogledate še YouTube kanal Matanezi. No, to je to. Lepo se imejte, lepe počitnice še naprej. Čau.